Ne bi bil rad star 75 let, pa se sebe sprašvati, zakaj nekaj stvari v življenju nisem naredil. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Zdaj, po enem tednu vloganja je mogoče čas, da razložim v bistvu, zakaj sem se tega lotil. Razlogov je več. Zadeva je v bistvu zelo preprosta. 2 leti pa pol sem urednik City magazina, to je največji slovenski brezplačnik. A ena stvar je ful očitna, ne? To, da v bistvu v celem tednu, če zdaj nazaj pogledam, se mi je zgodil tole. Ja, boste rekli, pa se načeloma drugim tudi dogaja toliko enih stvari, ne? Ampak vprašanje, če imajo vsi ostali toliko malo časa, kakor ga imam jaz. In drugi razlog, zakaj vlogam, je čas. Zdaj, moja dnevna rutina je v bistvu ful nenavadna za tiste, ki tega niso navajeni. Jaz se zbujam v bistvu okoli tam 5:30 najkasneje. Bora, tako zgodaj zjutraj se pa delovni ljudje. In v bistvu takrat naprej sedim za računalnikom in do nekje do 8:15, pol 9 opravim večino uredniškega dela. Namreč kot urednik City magazina drugače nimam časa. Ko pridem v firmo, imamo ponovadi uredniški briefing. To tako izgleda, da se v bistvu mi na hitrico sedemo, malo zmenimo, kaj imamo, kje smo, kjer dan v tednu je, kaj se dogaja na online, kakšna je obiskanost online strani, preverimo, zakaj je dobra ali pa slaba. Potem pa vedno znova je vprašanje, kaj v naslednji reviji in v bistvu sprot skozi mesec, ker je pač City magazin mesečnik, nekako razvijamo idejo o naslednji reviji. Pol pa ponovadi sledi tole. Sem influencerjev, ko se je začelo te City magazin. Prekup enih sestankov, enih malenkosti, ki jih je treba v taki firmi zrihtati, zato lahko firma sploh funkcionira. Te eventi so dobri, zato ker enostavno tam ljudi dobiš v nekem drugem elementu, zveznih več informacij in v bistvu tako se jim na nek način približaš. In zato, ker nimam časa na druge sestanke hoditi in je to razlog 3, zakaj vlogam. Zdaj letos se je naša firma začela ukvarjati z eno zadevo. In sicer smo ustanovili agencijo za influencer marketing oziroma smo razširili obstoječe podjetje oziroma obstoječa dejavnost še en segment. Na segment influencerjev. To so v bistvu vplivneži. Nič posebenega, ljudje, ki imajo v digitalnih družbenih omrežjih veliko sledilcev in tako lahko ustvarjajo pozitivne stvari za blagovne znamke. Ene jih sigurno poznate, nastali so na TV ekranih in so v bistvu vsem znane splošne zvezde, ki so seveda tudi močno prisotne v družbenih omrežjih. Druge pa ne poznate, so pa v bistvu individualci, ki so sami ratali svojo strategijo na digitalnih omrežjih in so v bistvu ful zanimivi. Ker je v bistvu to tako nova stvar, da čisto noben ne pozna in noben o njej ne govori, tako da ko smo začeli uporabljati besedo vplivnostni marketing, v bistvu ni bilo ne v slovenskem jeziku, knjižnega jezika, ne nikjer, torej smo prvi, ki smo začeli to besedo uporabljati, je valjda potreben povedati, pokazati, zakaj to počnemo. V zadnjih 10 letih se je svet tako zelo spremenil, da se bo začel spreminjati še hitreje. In mediji smo to že krepko občutili. Kot lastnik in urednik v bistvu City magazina sem nekako v bistvu sam v sebi začutil, da je čas za spremembe. Svojo pojavnostjo probam približati uporabnikom in našim bralcem. Čisto zares. Da mogoče dobi medij obraz in da bralci to zadevo začnejo drugače dojemati. Če vam povem, da ko smo leta 2013 štartali spletno stran City magazin, je bilo uporabnikih na mobilnih napravah, torej uporabnikov, ki so dostopali do te spletne strani na mobilnih napravah 37%. Danes je teh uporabnikov skoraj 84%, kar pomeni, da se je svet v zadnjih 3-4 letih popolnoma spremenil. Telefon je postal televizija, to ni moja izjava, to je izjava enega guruja marketinga, medtem ko pa televizija vedno bolj postaja radio. Treba je biti v bistvu pri žogi, treba se spreminjati in treba si upati. Mislim, da najpomembnejši razlog, zakaj vlogam, je čisto osebne narave. Ne bi bil rad star 75 let, pa se sebe sprašvati, zakaj nekaj stvari v življenju nisem naredil, pa zakaj si nisem upal, zakaj sem se nazaj držal, zakaj sem v bistvu gledal, kaj drugi mislijo. In želim prerastati to slovensko lastnost. To, da me pravzaprav briga, kaj si vsi ostali mislijo. In mislim, da bi mogli biti tako z vsemi. Vse bi mogli brigati, kaj si drugi mislijo in bi mogli svojo špuro furati. In moja špura ta moment je pač tudi vloganje.
Oh, Filip. So? Ja, glih prav odštekane. Latiko. Ne, Latina, ja. Kar neki. Sam še zlatni lancic, pa, ha? Manj draga, zdaj pa sva. Veš, kaj je pozitivna stran tega tvojih vlog? No? Večkrat si dobre vole, pa tako naprej, pa hočeš biti Še v zabaven. bistvu, ja, le točno to, ne, v bistvu je vloganje, v bistvu moja antidepresivna Tako. terapija, oziroma iz črnega sveta ga Jana dela. Zdaj pa laufam na telušten del dneva, ne, tako petkovo popoldne, kaj se petek največkrat dela, ponovadi se pobere avto. My heart is a ghost town. Sem se je začel zdaj ful zborno pogovarjati. Veš, zato ker pač njega ne vidim veliko, ne, da mu vse povem, kar je tam lepo. Zborno je frajer. Nekaj zmučen, ne. Sem rekel, kako si me prav zmozgan. Ne hoj, kaj skozi zraven. Ja, skozi zraven, kaj sveti duh. Borno je, kaj sveti duh, on je skozi prisoten. To bo si kar uporabljal. Kje se kaj pere? Running back. Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. They'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude stay frosted. And I'm intending to bring a revolution. Kje to skenslaš na Facebooku, na iPhonu? Za zaklen klikneš, se mi zdi. Sem sem jaz. Pa še enkrat, poprej da prekineš. Ja. Zdaj se mi ne boš oglašala? Ne. You're a prank. Zdaj bom rekel, da sem za tabo šel ven. Halo, povej. Ja, sorry, stari, zdaj sem šel za njo ven, ko je šla domov. Čisto je bila iz sebe. Ja. Pa se je vedela, kam gre, se smo gledali videe. No? Sej nisem šel kupleraj, mislim. Ja, ne vem, stari, kaj boš zdaj naredil, no. Ne me zdaj pa, no, prosim te, no. Tega nismo te. Jaz sem vse že zdavni izbrisal, še prej, da sem Jaz sem rekel, da zdaj pogled za 5 sekund več ne bo slike nikjer. zdavni sem že prej, da sem sliko videl, sem zbrisal. Ja, va. Preden sem videl fotko, sem dal dol. Ja. Pa vidim tvoj SMS, fuck, pa me kapi zadane. Samo vse sem zbrisal, no. Daj ga nazaj gor, prosim te. Vi me hočete ubiti, to ni res, ej. Ajde, čau, hvala. Tako, jaz upam, da sem vse zajel, zakaj pravzaprav vlogam. Ful je enih razlogov, mislim, da so pravi, pa da niti niso napačni. In da bom prihodnje v bistvu s tem vloganjem probal odpreti čim več glav. Da bo čim več ljudi začeli vlogati, da se bo čim več ljudi začeli upati. Da bo zaradi tega, ker si bojo upali, bojo svojim poslovnim partnerjem na drugačen način povedali, kaj počnejo. In bo to v bistvu čisto zares pomenilo, da spreminjajo stvari v svojem življenju. In vloganje je v bistvu eden od načinov, kako lahko marsikaj spremeniš. Sem zapreš črnca, no. Ma nigar. Dinka lahko nigar, reči. My nigga, my nigga.